Najprej bom rekla dobrodošli mavrični popotniki na čudovitem, magičnem, mističnem večeru in bi najprej predala besedo Gregorju. Tukaj pri Zelenem zajcu bi se zahvalil vsem za udeležbo, v bistvu nam je ful čast, da Blinkita danes predstavlja prvič tukaj njeno knjigo. Mislim, da smo vsi tukaj z podobnim razlogom, torej nekaj nam čist ne štima, to, kar nam prodajajo, pa po drugi strani čutimo, da je treba narediti en korak bolj k naravnemu času, pa naravnemu življenju. Skratka, že kot malo deklico me je zanimal čas, pa me je zanimalo vse, kar je nevidno in neslišno, pa koledarje, ne? Ampak, ko sem listala koledarje, te sploh almanahe, vem, da en je bil, ko so bile še Prešernove slike noter, sem rekla, ok, ponedeljek, torek, sreda, četrtek, ampak nekaj manjkajo slikce, ne? In po 20 letih sem našla leta, to je bilo konec leta 2003, majevski koledar in v meni je rekel, to je to. Zato je tudi slogan Akademije življenja danes, to je to. Ta to je bil toliko močen, da sem tudi svojih zadnjih 6 let posvetila resnično, se pravi, raziskovanju starodavnih Maja, izročil, pa nekaj od Čeroki, pa malo od Aztekov. In bom rekla, rezultat tega je tudi ta čudovita mavrična barvna knjigica, kjer ima notri majevski koledar za 2 leti, pa horoskop si lahko izračunamo, oziroma to je veliko več kot horoskop, ker dejansko nam daje naše sveto ime in po prepričanju starodavnih, tisti, ki ne pozna svojega svetega imena, je izgubljen v etru kozmosa. A se je komu leta 99 kaj zanimivega zgodilo? Kakšna prelomnica, kaj tacga? 98. Okay, 99 tudi pol posledično, ja. Ok, odlično. Namreč 99. leta vsi smo nekje pričakovali konec sveta, ker so nam pač mediji to poročali, ne? In potem ni bilo, konec sveta, hvala Bogu, da smo danes lahko tukaj. Ampak v bistvu se je pa dejansko zgodil nek konec in nov začetek in mi smo v bistvu prišli na naslednji nivo, in kjer se je čas za 20-krat pospešil. In če danes pomislimo, dejansko, kaj pomeni, da se je čas pospešil, ok, vsi imamo feeling, da dneva kar naenkrat ni. Ampak tudi to, da vedno več informacij prihaja do nas, da smo vedno bolj odprti, da vedno bolj dojemljivi, da razumemo neke zadeve. In toliko premikov, ki smo mi, recimo, čisto kolektivno naredili v zadnjih 5 letih, jih mogoče prej nekdo v enem celem življenju ni mogel narediti. Skratka, ja, ker tudi 6 let nazaj, pa 4 leta nazaj, pa 2 leti nazaj, tudi informacije niso bile toliko prečiščene, kot v bistvu so zdaj, ker tudi pač ni bilo možnosti. In res je ta knjigica, plod 6-letnega proučevanja, raziskovanja, sledenja, res brskanja, res wow, in zdaj tukaj je z namenom.